Ok, takole, zadnjič sem že napovedal tematiko, s katero se bomo srečevali na teh naših predavanjih, ki zaokrožujejo celoto. In sicer vi ste zaznali, da smo se nekajkrat zdaj srečevali s to besedo statika. Pa je bila elektrostatika, pa je bila magnetostatika in vedno sem nekako polagal vam na srce, da se bomo z časovno spremenljivimi količinami še srečali v nadaljevanju. Seveda, vi boste pol vnaprej začeli vstopati v poglavje, kot so recimo optične komunikacije, pa radijske komunikacije, tam je pa dejansko tako, da se količine spreminjajo. Pa še kar nekaj drugih razlogov je, da se moramo dotakniti teh časovno spremenljivih količin. Recimo, če samo pogledate, veste, da je v vtičnicah harmonična napetost, to se pravi neka sinusna, kosinusna napetost. Pa če pogledate zvok, ki ga velikokrat omenjam kot element multimedije, veste, da je to neko, bi rekel, periodično valovanje, ampak bi rekel skupina teh valovanj. Pa če pogledate svetlobo, tudi veste, da gre za neko valovanje, ki je sicer visokih frekvenc v vidnem spektru, elektromagnetno valovanje, se pravi drugačnega značaja, kot je recimo zvok, pa vendar. To se pravi, bi kar začeli razmišljati o časovno spremenljive količine. Bi mogoče za začetek napisali malo bolj splošno, časovno spremenljive količine, pa imam v mislih, bi rekel, potem tudi analizo vezi. Se pravi, dajmo mogoče imeti v mislih, da se bomo predvsem osredotočali, bi rekel, na vezja. Pa tiste količine, ki so vezane na vezja, to se pravi napetost, tok, pa tako naprej. V skladu s tem se bomo potem pogovarjali s temi pojmi, ki jih bomo srečevali, impedanca, navidezna moč, delovna moč in tako dalje. Ok, jaz sem, bi rekel, zdaj dovolil, da se pač količine s časom spreminjajo. To se pravi, ni naboj neka konstanta, tako kot je bil do zdaj, ni tok neka konstanta, tako kot je bil do zdaj, ampak so, bi rekel, količine časovno spremenljive. Mi bomo zdaj v tem smislu spregovorili, kar pomeni, da bomo količine obravnavali lahko tudi v časovnem diagramu. In mogoče, če pogledamo odvisnost napetosti od časa, bo to neka funkcija. O tem bomo zdaj v nadaljevanju nekoliko spregovorili. Zdaj, če ste za to, bi najprej nekaj besed namenil samemu označevanju. To se pravi, takole rečemo, označevanje teh časovno spremenljivih, pa dajmo mogoče reči, če so te količine nespremenljive, potem smo označevali te količine z veliko tiskano črko. To se pravi U, pa I, pa P, to so neke količine, ki se nanašajo na električna vezja bolj. Pa imamo pa količine, ki se pa bolj nanašajo pa na polja, to se pravi recimo E, pa B, pa recimo tudi energija, v E in tako naprej. To se pravi, mogoče smo malo tole pogrupirali, pa če hočete bi takole napisali, da se tole nanaša na vezja, da se tole pa mogoče bolj nanaša na polje. Zdaj lahko seveda bi naredili vejca pa tri pikce, in potem bi pa rekel, če so pa te količine časovno spremenljive, potem ste pa že malo videli, saj sem skušal, so pa to recimo male pisane črke. Mali U, mali I, mali P. Če gre za količine z področja vezi,
običajno te količine zapisujemo z malimi pisanimi črkami. Če gre pa za količine iz polja, potem pa jim dodamo zraven ta parameter E od T. Samo to, da vas mogoče opozorim, lahko kdaj tudi zasledite, da pišejo U od T, takole mali U od T. S tem od T skušamo dodatno opozoriti, da gre za časovno spremenljivo količino. B od T, VE od T in tako naprej. Mogoče zdaj, ko smo ravno pri teh treh piksah, sem se spomnil, da bi vam povedal še, da za nekatere količine je pa mogoče nekoliko nenavadno, da bi se s časom spreminjale. To se pravi, recimo, če se spomnite količine C, R in pa L so bile take količine, za katere sem poudaril, da so snovno-geometrijske lastnosti. In pač nekako se pričakuje, da so te konstantne ves čas, čeprav to ne drži vedno. Lahko se seveda neka kapacitivnost tudi s časom spreminja. Recimo, če pogledamo kapacitivnost kabla, pa lahko kapacitivnost kabla malo se spreminja s tem, ko vi kabel upognete, ali pa imate namerno tak element, da se mu kapacitivnost ali pa upornost spreminja. Sej konec koncev razni tej potenciometri, ki jih imate za nastavljati, recimo glasnost ali pa frekvenco ali pa kaj podobnega, odvisno, recimo, če govorimo o radijskem spremniku ali pa karkoli, danes je to večinoma narejeno digitalno, ampak gre za neke spremenljive, časovno spremenljive elemente. Čeprav to pač mi ne bomo zdaj ekstra pisali z malimi črkami, tam male črke lahko drugačne pomene. Zdaj, jaz bi nekako vseeno opozoril, da bomo pa zelo kmalu, to sem tudi zadnjič že napovedal, srečali še en drug prostor, v katerem je matematika lažja, smo rekli. Govorim o kompleksnem prostoru. Mi bomo kmalu povedali, da se določene operacije bistveno poenostavijo, recimo, ne vem, odvajanje rata, množenje, integriranje rata in tako dalje. To se pravi, bomo tele količine prevedli tudi v kompleksen prostor, konkretno. Zdaj, dobro, jaz se bom majčkeno izognil tele tematiki, dokler ne bomo obravnavali, ampak kar vam hočem reči, kompleksne količine bomo pa zopet pisali z velikimi tiskanimi črkami in da bi poudarili, da so kompleksne, bomo tukaj pri našem predmetu uporabljali podčrtaj. Recimo matematiki včasih uporabljajo narobe obrnjeno strešico ali pa še različne notacije, s katerimi želijo povedati, da gre za kompleksna števila. To se pravi, že tukaj bi poudaril, da je tole v časovnem prostoru in zaenkrat si predstavljate, da v časovnem prostoru je to. Lahko napišem tudi tukaj le U od T. Bomo pa mi tole prevedli tudi v kompleksen prostor. V kompleksnem prostoru bom pa tule spodaj napisal. Kompleksnem prostoru. V kompleksnem prostoru in tukaj bodo zdaj prišli noter tej pojmi, ki sem jih tukaj namignil, impedanca, pa kompleksna moč in ostale zadeve, s katerimi se vi nenazadnje srečujete, saj ste že slišali verjetno za impedanco zvočnika in tako dalje. Ok, takole, zdaj v bistvu ste videli, da sem kar nekaj besed porabil samo zato, da smo razčistili, kakšna je notacija, kakšen je način zapisovanja. Pa bi zdaj, da bi lahko, bom šel kar na novo tablo, pogledali, kakšne časovno spremenljive količine ločimo med sabo. To se pravi, mi bi jih razdelili v dve veliki družini, torej delitev časovno spremenljivih količin. V dve veliki družini. In sicer prva družina bi bila tako imenovane periodične količine. To je majhna podmnožica vseh, si verjetno predstavljate.
In druga bi bile aperiodične količine. Vi veste, kaj to pomeni periodičnost, ne? Torej, nekaj, kar se ponavlja skozi čas. Sej, recimo, vaše kolo na biciklu se vrti, pač periodično se vrti, ne, z neko frekvenco, znate povedati frekvenco in tako dalje. Ne. Bomo o tem spregovorili zdaj v nadaljevanju, ampak najprej bi pa rad vam še o drugi družini spregovoril, ki jo bom tlele kasneje vzel v obzir. Ta bo aperiodična. Zdaj ne bom se v to še poglabljal, ker se bomo pač vanjo posvetili čez nekaj trenutkov. Dajmo zdaj mi najprej pogledati, kakšne poznamo periodične količine. Ne. Zdaj, ta prva, torej definicija periodičnosti, o kateri bi spregovoril, je to, da je za periodične količine značilno, da je vrednost te funkcije, bom ga takole rajš napisal, čez n krat t, n je lahko celo število pozitivno, negativno in tako naprej, je enaka vrednosti v trenutku mali t. Tale veliki t, že zdaj lahko povemo, je lastnost te periodične količine perioda. Ne? To se pravi, lahko rečemo, da se neka funkcija čez 1 sekundo ponovi, pa čez 2 sekundi ponovi, pa čez 3 sekunde ponovi, pa čez minus 5 sekund, ali pa pardon, pred minus 5 sekundami je bila enaka. Ne? Tako, mislim, vam hočem povedati. Zdaj pa te periodične funkcije bi mi vseeno malo, bi rekel, razdelili v neke razrede, da si boste znali predstavljati, kaj je vse tukaj noter, ne? Pa bom rekel A, ne, so tako imenovane asimetrične ali pulzirajoče in bom napisal, da te pulzirajoče so asimetrične glede na os. Zdaj, to bom kar grafično vam malo predstavil, kaj imam v misli, da si boste znali predstavljati. Ne? Glejte, to pomeni, recimo, bi bil lepš, verjetno zna narisati, ne? Recimo, da je to nek tok, pa recimo, da je to nek čas, ne? Pomeni, ne, da je tale količina na tej pozitivni strani, a ne, to zaračunamo z integralom, a ne? Drugačna, kot je, pa bom tale količina v negativni smeri, ne? Okay. Zdaj, uradno bi to lahko napisali nič, T1, T2, pa potem rekli, da integral tega toka I od T, dt med nič in T1 ni enak kot integral od nič, pardon, T1 do T2, ampak ne bom tega vedno pisal vam, ne, sej, matematično gledano, vi veste, kako to ploščino dobimo. Ne? Kaj vam hočem povedati? Dajte si predstavljati, da smo mi en elektron v neki žici, pomeni, da gremo en del časa sem in pomeni, da gremo en del časa nazaj. In potem naprej, zopet to pomeni, da gremo en del časa sem in da gremo en del časa nazaj. Ne? Tako, kot neki pulzi, ne? Zato tudi tako ime, pulzirajoče. Za nas to niso zdaj state of the art zadeva, torej nekaj, kar bi rabili, ampak lahko si predstavljate, da imamo potem B simetrične. To bomo temu rekli, ali pa, ja, mogoče, dajmo reči, da imamo izmenične najprej. Da to različne. Izmenične. Izmenične pomeni, da sta te dve ploščini po velikosti enaki, ni nujno pa da tudi po obliki. Ampak s tem se že približujemo temu, a ne, kar v vtičnicah na koncu imamo. Ne? Kar pomeni, da če pogledamo
spet, recimo ta naš vodnik, to si predstavljate na žico, ne? V principu to pomeni, da gre elektron en del časa sem, pa en del časa nazaj. Pa en del časa sem, pa spet nazaj. Ne? Se pravi, dejansko samo niha takole in bi rekel, ne glede na to, ta tok teče in zato, ker ta skače sem ter tja, se ta vodnik greje. Se pravi, učinek pa povzroča. Okay? Pa pojdimo naprej, zdaj s temi podmnožica teh izmeničnih so simetrične izmenične. Če zdaj zato bi tule nadaljevali. C, simetrične, izmenične količine. Ok, kaj imam v mislih? Se pravi, zdaj, če so izmenične, pomeni, da po vodniku letamo sem ter tja, niti ne bi več risal. Se pravi, tukaj pa ne samo, da sta ploščini enaki, ampak je tudi oblika funkcije v pozitivnem delu in v negativnem delu enaka. Ne? Recimo, trikoten signal bi bil tudi tak primer simetrične izmenične količine. Ne? I od te. In potem podmnožica simetričnih izmeničnih količin, to je pa tista, ki jo mogoče posebej opevamo, ne, pa bom kasneje tudi razložil, ne, pa saj sem večkrat pa tudi že izpostavil, zadnjič in danes, so pa tako imenovane harmonične količine. Torej, harmonične količine v principu predstavljajo nadpomenko sinusnim in kosinusnim količinam in vsem vsotam vmes. To se pravi, tisto, kar je recimo kosinus, pa zamaknen, pa pol je enkrat lahko tu sinus, pa še zamaknen in tako naprej. To se pravi, gre za nekaj, kar se ponavlja na tak način. Ne? Kje smo zdaj mi ta sinus našli? Ne? Saj sem že zadnjič malo rekel. Ne? Predvsej naraven je. Ne? Če si predstavljate, da imamo takole os, pa da imamo tukajle kazalec od ure zaradi mene, ne? A veste, pa da ta kazalec kroži tukajle okrog, v eno ali pa v drugo smer. Ne? Potem, če od zgoraj pada svetloba in gledamo, kako se senca riše tle po tleh, vidimo, da se senca riše po takile funkciji. Ne? To se pravi, če čist pogledamo inženirsko, ne? Če pogledamo produkcijo napetosti prek samotičenca, govoril se tam v elektrarni nekaj vrti in zato se... Ampak če pogledamo membrano v zvočniku, kako niha, bomo ugotovili, da ravno tako niha po tej periodični funkciji. In tako naprej, tako da je kar utkan ta, bi rekel, in največ časa v nadaljevanju, ne, se bomo mi ukvarjali z harmoničnimi funkcijami. Pravzaprav večino našega časa se bomo mi ukvarjali s harmoničnimi funkcijami. Takrat, ko bomo vanje ugriznili, tudi še enkrat mogoče izpostavil, zakaj, pa kako se to aplicira. Dobro, bi pa zdaj, tako kot sem vam napovedal, za zaključek pa nekaj besed namenil še tem aperiodičnim količinam. Okay? Zato, ker tudi te niso, bi rekel, zanemarljive. Ne? Tako, če sem takole prepisal, bom pa zdaj to drugo družino aperiodične, torej količine. Ne? Kaj imam pa v mislih pri aperiodičnih? Mogoče bi tukaj napisal zopet A. Ena družina so šumi. Šum je neka količina, ki vsebuje različne frekvence. Mogoče nisem prav lepo narisal, ne? Ampak to pomeni signal sestavljen iz
zelo raznolikih frekvenc. In vi boste to še nekako govorili o tem v nadaljevanju predmeta. Zdaj, če sem do zdaj vam ves čas poudarjal, da je tole recimo tok in pa čas, mi lahko o signalu govorimo tudi na tak način, da pogledamo, katere frekvence pokriva. Se pravi, tok in pa frekvenčni prostor. In seveda, če imamo samo sinus, recimo 1000 Hz, bi tukaj samo pri 1000 Hz bila črta. Če pa imamo mi veliko frekvenc pokritih, potem je teh črt več. In jaz bi vas rad opozoril na en tak nekoliko teoretičen pojem, ki ga boste vi srečevali. Rečemo mu beli šum. Beli šum zato, ker ima vse frekvence enakomerno po velikosti zastopane. In vi veste, da ker je svetloba valovanje sestavljeno iz različnih barvnih komponent, če so vse barvne komponente prisotne, dobimo belo barvo. To iz multimedije, bi rekel, dobro poznate. In podobno po tej analogiji tudi pravimo, če so vse frekvence na določenem spektru dobro zastopane, potem ta beseda belo asociira na ta del. Okay? Pa vendar, ker je veliko različnih frekvenc prisotnih, temu rečemo beli šum. Tako da verjamem, da boste v nadaljevanju srečali ta pojem belega šuma. Sem pa tja. B, torej, šum je zagotovo nekaj, kar ni periodično. Ves čas šumi sicer, ampak ves čas je, temu rečemo, statistično determiniran signal. Okay? In druga stvar so prehodni pojavi. Zdaj bom povedal še nekaj. Torej, ali pa najprej bi mogel povedati še to. To sta samo dve družini izmed ogromno, karkoli si zamislite, samo da ni periodično, pa je tukaj pri aperiodični. Ampak dve družini, ki se multimedijcev tičejo, sem izbral, to je šum in pa prehodni pojavi. To je pa tisto, ko neko napravo, recimo vklopite pa naredi pk, in to pomeni, da je prišlo tam do nekega prehodnega pojava in tej prehodni pojavi bi majčkeno samo izpostavil, pa se tega ne bomo nekako učili, ampak da si znate malo predstavljati, gre za nekaj, kar se je enkrat zgodilo. Običajno tej prehodni pojavi sledijo eksponentni funkciji e na minus t ulomljeno z tau. Tau je čas trajanja tega prehodnega pojava. Pač eksponentno funkcijo vi poznate, eksponentna funkcija raste, ampak če ima minus predznak, pomeni, da upada. In ta špička tukaj je tista špička, ki jo potem vi slišite, recimo, ko prižgete zvočnik, jasno, da tam noter imamo še določen izmeničen signal prisoten, ki potem presahne in tako naprej. Ampak samo zato, da inženirsko gledano znate to razumeti, tej prehodni pojavi je nekaj, kar so. Pač se jih ne znebimo, ampak mi probamo pač delati potem v nekem stacionarnem stanju, ko nam recimo neka stvar niha, ne da bi se spreminjala zaradi tega začetnega prehodnega pojava. Kaj piše pri E? Ja, bom tole nekoliko na večje napisal, pa še enkrat povedal, da boste mi sledili. E na minus, to je pomembno, črka T pomeni čas, tau je pa neka konstanta prehodnega pojava. Grška črka tau. Okay? E na minus T ulomljeno s tau. Okay? Takole. Zdaj smo se nekako sprehodili skozi vse te družine in imamo še eno.
pri vseh frekvencah so enako visoki. Ja, to v principu si morate predstavljati, tle imamo eno frekvenco, ki niha, pa drugo, ki je veliko bolj gosta in ko to seštejete, dobite nekaj, kar ni možno uprizoriti. Karkoli bi narisal, bi bilo prav. Okay? Se pravi, ta amplituda tukaj nima veze s to amplitudo. Ampak je pa dobra iztočnica za točno to, o čemer bi zdaj z vami rad govoril. To se pravi, merjenje teh časovno spremenljivih količin. To se pravi, ali pa kako mi zdaj sploh lahko opišemo neko časovno spremenljivo količino. Ne? Zdaj, hitro komu pade na pamet, pa bom priznal, da morda ni daleč od resnice, ne? Ampak bomo tudi pogledali, koliko daleč smo od resnice. Merjenje ali pa opisovanje ali pa zapisovanje časovno spremenljivih. Ampak mi se bomo zdaj osredotočili na simetrične izmenične količine. No? Ker to priznal, simetričnih, pa harmonične so podmnožica, ne? Simetričnih izmeničnih količin. Zdaj ena ideja, ki bi jo sicer verjetno predebatirali, če bi bil tukaj skupaj, ne? Ampak bom kar jo napovedal, je povprečna vrednost. Ne? To se pravi, temu bi rekli tudi srednja ali povprečna vrednost. Zdaj matematiki, mislim, da so vas zagotovo tudi naučili zračunati to srednjo oziroma povprečno vrednost. Ne? In sicer tako, da rečemo, da je srednja vrednost enaka, če gremo v neko harmonično količino, ne, smo rekli izmenično, 1 s t, integral od nič do t zaradi mene, ne, pač celo periodo moramo zajeti v integral I dt. I od t do t. Takole, ne. Zdaj, to v principu pomeni, ne, da mi, če imamo neko, pa bom zdaj narisal kar splošno, sploh ne bom šel gledati, da je to izmenična, pa tako naprej, ne. Če imamo tako količino, bi to pomenili, če bi bil to nek pesek, ki bi bil tako postavljen, da bi mi potresli ta pesek in ta pesek bi se poravnal. In ta nivo, na katerega bi se poravnal, bi bil ekvivalentni neki, bi rekel, enosmerni napetosti, ne, oziroma v tem primeru pač toku, se opravičujem, ki bi tukajle predstavljal srednjo vrednost. Ok, vse lepo, mogoče na prvo žogo, dokler ne rečemo, ok, pa poglejmo, kaj pa simetrične izmenične, ne, to, kar sem tukaj napisal, ne, tukaj pa to pomeni v principu, ne, simetrična izmenična, da gre gor pa dol enako, ne, in zdaj seveda to, ker gre tukaj ta, če si predstavite hribček iz peska, v plus, imamo tukaj doline in če to poravnam, ne, potem zelo hitro ugotovimo, da je I srednja enako nič. In da naše razmišljanje okronam, ne, povedal sem, da je podmnožica izmeničnih, simetričnih izmeničnih tudi harmonična količina, to je pa ta naš sinus, za katerega sem rekel, da imamo v vtičnici sinusni signal, ne. In zopet, če razmišljamo o tem sinusnem signalu, lahko je tok, lahko je napetost, če bi tole pogledal, pa bi prišel spet do istega zaključka. I srednji je enako nič. In zdaj, po tej logiki, če je napetost, če bi jo podajali skozi srednjo vrednost, bi jaz rekel, srednja vrednost napetost v vtičnici je nič. In zdaj, po tej logiki, če je napetost, če bi jo podajali skozi srednjo vrednost, bi jaz rekel, srednja vrednost napetost v vtičnici je nič. In zdaj, po tej logiki, če je napetost, če bi jo podajali skozi srednjo vrednost, bi jaz rekel, srednja vrednost napetost v vtičnici je nič.
pa je lahko ta napetost 10 voltov ali pa milijon voltov, vedno bi trdil, da je nič. In še hecno žarenca bi gorela. Jaz bi pa trdil, da je srednja vrednost napetosti oziroma toka enak nič. Iz tega ste verjetno začutili, da srednja vrednost kot količina ni primerna, da bi jo uporabljali za opis ali pa merjenje teh simetričnih izmeničnih količin. Tako da zato iščemo nek substitut, ki bi primerno nekako nam odgovoril na to vprašanje. In samo hip si bomo pogledali. In poiskali. Mogoče. Aha. Kakšen primer? Ja. Mogoče še ne. Torej, primernega parametra količine, ne? In zdaj stopamo v nekaj, kar pa, ne vem, ste morda že srečali ali pač ne, ne? To je efektivna vrednost količine, napetosti, toka. Zdaj je uletela nova beseda, efektivna. Tisti, ki takoj na angleščino pomislite, ne, veste, kaj je efekt, učinek. To se pravi, očitno gre za nekoliko drugačno razmišljanje, ne, in to razmišljanje govori o učinku, ki ga bo neka količina povzročila. In mi bi zdaj to naše razmišljanje na nek način skušali utemeljiti. Ne? Ok, morda samo za hip, ker sem si že vse lepo vmes pripravil, ne? Bi vam par stvari pokazal. V teh učbenikih, ki jih imate tudi kot priporočeno gradivo, navedenih na, bi rekel, naši spletni učilnici, najdete PDF. In jaz sem ga zdaj podelil z vami, da bi mogoče si nekoliko olajšali, ne, to vizualizacijo, ki jo sicer delam za vas na tablo, kjer imate tudi mogoče nekaj več matematičnih definicij zapisanih. Ne. Torej, povprečna vrednost, ne, ki jo zračunamo, smo rekli tako, da bi rekel, tole bi rekel, med sabo skompenziramo okrog te povprečne vrednosti in torej srednja vrednost harmonične funkcije enaka nič. Zdaj pa govorimo o efektivni vrednosti, ne, in ta efektivna vrednost je pa vezana na učinek. Ne. Zdaj, kaj je ta učinek, bi vam rad najprej povedal. Ne. Se pravi, mi smo že nekako govorili o tem, če se spomnite, ko smo govorili o uporu, recimo, da je moč, zdaj pišem z malo, ne, ste videli, R krat I na kvadrat. Ne, ko smo govorili o energiji, če se spomnite, bom pisal, energija v odvisnosti časa je enako na kondenzatorju C krat U na kvadrat polovic. Ne. In ko smo govorili o energiji na tuljavi, zadnjič na magnetnem polju, L krat mali I na kvadrat polovic. Se pravi, količine sem z malo pisal, ne, ker se zdaj časovno spreminjajo, v mislih imam, da so recimo harmonične. Skupen imenovalec s tem trem enačbam je tale na kvadrat. In tale na kvadrat je tisti, ki določa, ne, efekt. To se pravi, koliko se neka žica segre, koliko ena luč sveti, koliko en zvočnik oddaja energije in tako naprej. Ne, karkoli si boste zamislili, je odvisno očitno od kvadrata. To je naš zaključek. In zdaj bi na podlagi tega vam povedal definicijo, ne, ki v bistvu temelji na tem, da rečemo, da je neka efektivna vrednost toka, to se pravi, bom kar napisal, na podlagi povprečne
moči ali energije, ne, vidimo, da moramo mi spovprečiti kvadratno vrednost. Če pa spovprečimo kvadratno vrednost, potem pa to pomeni, da je, bom kar takole napisal, vrednost I efektivna, to je neka konstantna vrednost, ki jo bomo podali, je enako, tako kot je srednja vrednost, neka časovna konstantna vrednost, je enako, tukaj bi lahko pisal na kvadrat, ne, ampak ker je to s kvadratom vezan, potem moram to povprečje ena vlomljenost periodo krat integral, to, kar smo prej povedali, povprečiti moramo energijo s tem, da tisto upor damo pač stran, ne, in je to I kvadrat dt. To se pravi, nič drugega kot povprečje kvadrata. Ker je kvadrat tisti, ki tukaj nastopa in lahko je to napetost, lahko je to tok. Se pravi, dejansko tale efektivna vrednost, če pogledamo naš harmoničen signal, ni ne tole, ne povprečje, ampak tukajle nekaj vmes. Se pravi, če bi mi narisali to našo napetost v vtičnici, bi bili presenečeni. Nikjer ni 240 voltov. Ne? Pa govorimo, da je 240. 240 voltov je tale efektivna vrednost. Ne? In je to hecno zdaj, ne? Sam nekaj trenutkov mi še dajte, pa bom povedal, kako povežemo mi to efektivno vrednost še z eno količino, ki jo zdaj spoznavamo, to je maksimalna vrednost. Ali pa bom kar napisal, amplituda. Amplituda je spet nekaj, kar vi poznate iz fizike. Amplituda nihanja. Amplituda nihanja je tisto, torej amplituda ali maksimalna vrednost. Nič pa od zgoraj. Samo sekundo mi dajte, prosim, da dokončam. Maksimalna vrednost. Evo pa se takoj vrnem. Amplituda ali maksimalna vrednost, pa mogoče bi še tole napisal IM tukajle, pa tukajle pri I efektivna. Tukaj smo imeli efektivno, pa tukajle smo imeli srednjo. V redu, tukaj pa v redu. Evo, prosim za vprašanje. Tam, ko je integral, kaj piše tam nič od zgoraj po T? T, ja, tako kot prej. Od nič do T. Eno periodo pointegriramo. Od nič do T. Ok, kaj je amplituda? Bom pa z rdečo tukaj noter narisal, to je pa tole. I, M. Ok? In zdaj tisto, kar sem vas, torej, največji odmik od srednje vrednosti, ne? Največji odmik od povprečne vrednosti v tem primeru, ne? Ne bom tega pisal, boste vedeli. Ok, moram zaradi nadaljnjega razmišljanja. Od povprečne vrednosti, to je pa nič, ne, v tem primeru. Ja, izvolite. IEF, a to? I pa EF je indeks. Ne, to sem dal v naslove, vam zdaj se opravičujem. A vidite, efektivna vrednost IEF, srednja vrednost I srednja in amplituda IM. Zato, da bi imeli tudi oznake zraven. Ja, zdaj seveda bi to šlo malo lepše, če bi jaz majčkeno tlačem na tablo, zato da imate vse na eni tabli. Tole bom trenutno odstranil, se zdaj ne rabimo več. Ok. Kar vam hočem povedati, pa je, da obstaja zdaj zveza med to maksimalno in pa efektivno vrednostjo. Ampak ne gre tako enostavno. Ta zveza je odvisna od oblike. In konkretno za sinus je zveza med maksimalno in efektivno vrednost koren iz 2. To je zveza, ki nam poveže maksimalno vrednost
in pa efektivna vrednost. Tole, koren iz 2, je faktor oblike. Zdaj bo kdo hiter vrgel v kalkulator, ne? Pa bo rekel, ok, pri omrežju je efektivna vrednost 240 voltov, koliko je maksimalna. To se pravi, to je pa tisto, kar bi mi tle gor videli. 240 krat koren iz 2. A ne? In lahko takoj vam potegnete. Koliko bo? Ima kdo pri sebi računalo? 340. Me boste popravili, če sem 341 voltov, mislim, da vam oglav. Ok, če govorimo, torej, tle bom napisal, recimo, za harmonično, pa bom takole napisal sinus. I maksimalna je enako I efektivna, če govorimo za pravokotne. Signal. Ali pa enosmerna napetost. Vse je logično, ne? In zdaj prosim, da napišete definicijo, kaj je efektivna vrednost. Potem na razmisleku. Efektivna vrednost je tista vrednost, lahko napetosti ali toka, tista vrednost, mogoče nisem čisto dobro začel, katere, torej enosmerna količina bi povzročila enak učinek. Zdaj vam bom pa to čisto po domače povedal. To pomeni, da če mi damo eno breme na omrežno napetost, omrežna napetost sem povedal, da gre od plus 340 do minus 340. Ampak energije ali pa moči bo pa to breme dalo toliko, kot da bi bilo na enosmernih 240 voltih. In to je definicija efektivne napetosti, se pravi, učinek je enak. Zdaj malo hipotetično gledano, nek zvočnik, tam je drugačne, tam z enosmerno ne morete zvoka, ampak recimo, če bi pa napajali ta zvočnik, da bi tam imeli nek razmernik, pa bi enak učinek bil pri 240 voltih enosmerne napetosti ali pa pri 240 izmenične. To pomeni od minus 311 do plus 311. Ok? In še ena stvar je, ki jo boste morda srečevali pri tehle amplitudah, to se pravi pri opisu časovno spremenljivih količin, to je peak to peak vrednost. Peak to peak, v slovenščini vršna vrednost ali pa vrednost vrh. Tako da najdete v literaturi oznako UPP, to je pač tuja, in pa recimo UVV, vrh. Zdaj v našem primeru bom vzel drugo barvo, je to kar enako dve amplitudi. Takole, če med zgornjim in spodnjim vrhom označim z zeleno barvico vrh, zdaj v našem primeru bi bilo to tistih 341 krat 2 je 682 voltov. Evo, zdaj sem vam skušal pojasniti tele stvari, ki se nanašajo na označevanje amplitude, ampak mi bomo potem na kratko še par stvari povedali o frekvenci, periodi, krožni frekvenci in pa faznem ozadniku.